Gašper obiskuje 7. razred osnovne šole Danile Kumar. Ko se konča pouk, v šoli poje kosilo in se odpravi domov. Potem pa ga čaka še ena obveznost, ki mu je tudi v veselje. V vrtec po mojega brata Tima grem tako kar velikrat, včasih mami nima časa, ali me pa pač kar tako prosi, če grem jaz do njega. Ja, počutim se odgovorno, odraslo. Na Danskem otroci njegovih let in starejši poberejo skupino mlajših učencev na avtobusnih postajah in se z njo sprehodijo do šole. Po pouku pa spet do postaje. Temu rečejo peši bus. Meni je to dobro v bistvu zato, ker starši si lahko malo časa vzamejo, a ne zase, ker včasih mamice ali pa niso toliko razpoložene, ko pridejo, pa je to dobro, ja. Sam bi se lahko tudi menjali, da na primer enkrat bi bil jaz glavni, drugič pa drug glavni. Pri nas takšnega sistema nimamo. Mulci pa morate biti za to, da lahko poberete bratca ali sestro v šoli ali vrtcu, stari vsaj 10 let, tako pravi zakon o varnosti v prometu. Čeprav bi vam starši morda radi zaupali že prej, tega zaradi zakona ne morejo. Kako si bil ti star, ko si šel prvič po bratca? Ja, 10 tam nekaj. Pa bilo mi je dobro, zato ker sem mislil, da sem že dosti odrasel, čeprav me je malo stiskalo v želodcu, kako bom to vse speljal. Ampak pol na koncu, ko se mi je zasmejal, ko sem ga prišel iskat, pa sem mu dal piškotve, mi je bilo vse dobro. Na poti domov, ki je kratka, se s 3-letnikom zabavata, a Gašper skrbi tudi za varnost. Ja, midva z bratom greva čez nadvoz, zato da bi se izognila prometu oziroma da ne bi kakšen avto zbival. In nikoli se jima še ni zgodilo čisto nič hudega.